Elektro Maribor ima zaradi ujme za okoli 12 milijonov evrov škode. Slabšim delovanjem ledvice sooča več kot četrtina upokojencev. V Nivercah je zjutraj zagorel piščančji hlev. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Mariborski župan Andrej Fištravec se je danes uradno srečal s kuvajtskim poslovnežem Hilalom Arnautom, ki je v začetku leta kupil gradbeno jamo propadlega projekta Mariborskega kulturnega središča Maks. Tam naj bi zgradil mednarodno univerzo. Več podrobnosti bo investitor predstavil jutri. Sicer pa se z neuresničenim projektom ukvarjajo tudi občinski nadzorniki in menda celo mariborski kriminalisti. Poroča Matej Korošec. Novinarji smo bili v prvem uradnem obisku kuvajtskega investitorja Hilala Arnauta pri mariborskem županu deležni le prijaznih nasmeškov. Sicer pa se je Maksova zgodba začela v letu 2011, ko je občinsko podjetje Zim pod prejšnjim vodstvom občine za dobra 2 milijona evrov kupilo 8700 kvadratnih metrov veliko zemljišče na Studencih. Je predviden pričetek gradbenih del, se pravi, planiramo, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje do začetka meseca maja in pričetek gradbenih del za objekt v mesecu maju tudi potem. Kmalu je bila v projekt Maksa umeščena še nova umetnostna galerija Maribor, a za objekt skupno vreden okoli 40 milijonov po besedah nekdanjega vodstva občine država ni hotela nameniti denarja. V začetku letošnjega leta pa je Maksovo gradbeno jamo po pogovorih z aktualnim županom za pičlih 610 tisoč evrov kupil skrivnostni kuvajtski poslovnež, ki ima v Mariboru v lasti gostišče in lepotni salon. Mislim, da bo to dobra odskočna deska tudi za nove poslovne priložnosti lokalnih ali pa regionalnih poslovnih subjektov. Poleg za mnoge prenizke prodajne cene zemljišča ostaja skrb, da Arnaut na Studencih ne bo gradil mednarodne univerze, kot je napovedal. Prostih rok nima, zato ker prostorski plani predvidevajo tam točno določeno gradnjo in on je zavezan, da gradi tam v izobraževalne ali kulturne namene. Konkretna finančna struktura projekta, ki naj bi ga gradili 3 leta, kot tudi informacije o številu predvidenih novih delovnih mest, ter katera podjetja bodo pri gradnji univerze sodelovala, pa bo razjasnjeno na jutrišnji novinarski konferenci. Znani pa so že nekateri podatki o škodi po februarski vremenski ujmi. Podjetje Elektro Maribor je utrpelo za okoli 12 milijonov evrov škode. Sanacija bo trajala najmanj leto dni, so pa sprejeli tudi ukrepe, s katerimi bi takšne naravne nesreče bistveno omilili. Težave je odpravljalo več kot 200 monterjev, na terenu so bili tudi pisarniški delavci. Brez pomoči gozdnih delavcev in gasilcev pa nam ne bi uspelo, je poudaril predsednik uprave, ter ob tem še enkrat izrazil obžalovanje zaradi smrti pogodbenega sodelavca, katere vzrok še vedno preiskujejo. Zelo verjetno je tam prišlo do napake v materialu, v stikalu, ki bi moralo preprečiti. Ampak prosim, preiskava bo natančno ugotovila vse podrobnosti. Prav tako tudi še nima jasnega odgovora, koliko denarne pomoči bo zagotovila država in koliko jim bo povrnila zavarovalnica. So določene klauzule, ki definirajo, kako in kakšni so limiti. Mi smo z zavarovalnico v kontaktih, zbrali smo vso potrebno dokumentacijo, tako da to je stvar postopkov, ki so še v teku. Že doslej je Elektro Maribor za najnujnejše sanacijske ukrepe porabil več kot 1,5 milijona. Delno ali v celoti je bilo namreč poškodovanih kar 447 kilometrov omrežja ter več kot 5000 stojnih mest. V javnosti je bilo mnogokrat izpostavljeno vprašanje kabliranja. Seveda, kabliranje je dobra rešitev, res pa je, da bi samo na območju Elektro Maribor za kabliranje našega nadzemnega omrežja potrebovali približno 400 milijonov evrov. Ter ob tem navrgal primerjavo, da je Slovenija za subvencije za obnovljive vire namenila okrog 3 milijarde evrov. Prav toliko bi potrebovali za kabliranje celotne države. Pa sami zračunajte, ali smo vedno dovolj dobro premislili, zakaj usmerjamo sredstva, ki jih imamo. Doslej jim je letno uspevalo, da so za 2% povečali obseg kabliranja. Letos pa načrtujejo, da bi slabo polovico vsega omrežja že spravili pod zemljo. To pa ni edini ukrep za izboljšave. Po eni strani kabliranja, drugi strani izoliranih vodov, širših golosekov, kjer je to možno in izvedljivo, pa tudi seveda sprememb tras tam, kjer recimo je to mogoče.
Prav pri tem so imeli v preteklosti največ težav, zdaj bo nekoliko lažje, saj novi zakon poenostavlja umeščanje v prostor in pridobivanje služnosti. Prednost kabliranja pa bodo imela tista območja, kjer bodo postopki umeščanja hitreje stekli. Nadaljujemo v Ormožu. Tamkajšnji vinogradniki bodo spor, ki je z največjo štajersko vinsko kletjo PF Jeruzalem Ormož nastal zaradi neplačila grozdja, reševali z mediacijo. Tako so sklenili po več kot 2 mesecih zaostrenih pogajanj. Vinogradnikom oziroma Ormoški kmetijski zadrugi, ki je podpisnica dolgoročne 15-letne pogodbe o odkupu grozdja, podjetje Jeruzalem Ormož dolguje dobrih 400 000 evrov za del grozdja trgatve letnika 2012 in celoten letnik 2013. Obljube so bile, plačil pa ni bilo, ker vemo, da nas je podjetje zavajalo dobesedno lansko leto skoraj od meseca maja naprej. Najbolj me jezi to, da mi najprej ne plača, potem pa od mene zahteva odškodnino. Konec lanskega leta je namreč vodstvo Ormoške kleti seznanilo predstavnike zadruge, da je zaradi premalo dobavljenega grozdja nastala poslovna škoda. Ocenjujejo, da gre za več kot 2 milijona evrov, od zadruge pa terjajo 800 000 evrov. Ta odškodnina je del plačane grozdja, ki ga potem zadruga ne dobi, in tako da imamo dejansko zapleteno situacijo. Mi nimamo pravnega odnosa z vinogradnikom, ampak z zadrugo, in zadruga dejansko ni izpolnila pogodbe. Zmeraj, kaj smo se zmenili, je držalo, in tega smo se mi držali in nismo nasedali nekim provokacijam, ki so se začele zdaj, za premalo dobavljeno grozdja. Nikoli nas ni nihče opozoril v zadnjih 5 letih. Spor bodo zdaj reševali pravniki. Če dogovora ne bo, vinogradniki napovedujejo. Mislim, da je res skrajni čas, da pripravimo en dober protest, in jaz sem že povedal, to mora biti protest, ki se bo slišal tudi v Evropo. V Nivrcah v občini Kidričevo pa je okoli 6. ure zjutraj izbruhnil požar na piščančji farmi. Tam so ogrevali prazen prostor, v katerega naj bi danes pripeljali živali. Na strehi objekta je imel lastnik sončno elektrarno. Škoda bo tudi zato po prvih ocenah presegla 300 000 evrov. Zjutraj so Simona Valenta prebudili nenavadni zvoki. Jutro ob 6. sem se zbudil, pogledam ven, pokad začelo nekaj, pogledam ven, cela streha vojgna, čist cela farma naenkrat vojgna je bila. S hitro leto, ko sem šel v pidžami, pa hitro sem šel, ventil zaprt za plin, ko imamo zdaj cisterne 2, da ne ve, do eksplozije prišlo pa. Tako je poklical gasilce, ti so prispeli v le nekaj minutah. Požar je bil v polni fazi, ko smo prišli na kraj, aktivirali smo celo gasilsko zvezo Kidričevo, to se pravi, to je 8 društev, od tega jih je bilo prisotnih 7 z 40 gasilci in 10 vozile. Zagorelo je v pritličju, nato so plameni v trenutku zajeli celoten objekt, poslopje je uničeno, vključno s sončnimi celicami na njem. To je naša prva elektrarna, ki nam je zgorela. Vemo, da tega imamo ogromno in smo tudi že pripravljeni na to, ampak danes ni bilo potreba, da bi gasili z musonskimi ročniki. Na srečo je bil objekt prazen, prav danes bi morali vanj naseliti 28 000 piščancev. Je pripravljen objekt bil za flevite. Objekt je bil računalniško opremljen, vse noter krmljene, vse smo imeli opremljeno tako, treba vse. Zjutraj so si požarišče ogledali tudi kriminalisti, zakaj je zagorelo še ni znano. Na policiji so potrdili le, da je tuja krivda izključena, škoda presega 400 000 evrov. Selimo se na Ptuj. Tam so septembra lani po skoraj desetletju sprenevedanja le začeli graditi osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami. Objekt stoji, manjka le še streha. Kdaj bo nameščena in kako bo z nadaljevanjem gradnje, pa ostaja uganka. Kot vsa ta leta se tudi tokrat zapleta s financami in vodenjem projekta. Občine so ustanoviteljice, ki, razen ptujske, za gradnjo niso prispevale še niti centa, bi zdaj rade ustanovile nekakšen skupni organ, ki bi bdel nad nadaljnjo gradnjo. Vsekakor nad nadaljnjo gradnjo ne bo bdelo vodstvo šole, kot se je govorilo. To so popoldne ravnateljici zagotovili na šolskem ministrstvu. Šola ne vodi nobenega postopka in ga tudi ne bo vodila, ker ne more šola voditi postopka. Še vedno vodi mestna občina Ptuj, ker je tudi nosilec projekta. Ta občina je doslej poravnala vse svoje finančne obveznosti. Za končanje prve od 4 faz je zagotovila dober 1 milijon evrov, 400 000 evrov pa država. Naše obveznosti so ostale do konca investicije še minimalne. Model, ki nam
ga vsiljujejo, nam ga vsiljuje na eni strani država, ker nam je investicijo razdelila na 4 leta, kar je unikum v slovenskem prostoru, torej do sedaj še nobene šole nisem videl, da bi se gradila na takšen način. Nekatere podravske občine načeloma niso proti gradnji, ampak ptujski občini očitajo netransparentnost. Tu so pač že v preteklosti bile določene napake narejene, nikakor pa ne moremo na takšen način sodelovati, kjer ne potrdiš ne nobenega investicijskega programa, ne DIP-a, ne nobenega programa financiranja in na koncu te nekdo prisili oziroma prisiljuje, da bi moral nekaj financirati. Prihodnji teden bodo župani Spodnjega Podravja povabljeni v Ljubljano, da se izrečejo glede novega odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. V njem bodo na novo opredeljeni deleži občin, a do sprejetja na vseh občinskih svetih bodo dela na šoli v gradbeni sezoni stala. Zdaj pa poglejmo še najpomembnejše domače novice dneva. Zasavski rudarji so danes po 4 dneh, ki so jih prebili v jami, prekinili stavko. Pristojni so jim namreč zagotovili, da bodo njihove zahteve izpolnjene. Spomnimo, rudarji so zahtevali jasne odgovore o tem, kako bo rudnik posloval letos in prihodnje leto, kako bo zagotovljen denar za izplačilo plač v naslednjih mesecih in kje bo vodstvo našlo 3 milijone evrov za izplačilo odpravnin presežnim delavcem. Želeli so tudi izvedeti, kakšne so možnosti prezaposlovanja ali predčasnega upokojevanja po izrednih pogojih. Predstavniki Zbora za republiko so na tiskovni konferenci obžalovali, da pri izbiri predsednika Komisije za preprečevanje korupcije ni bil upoštevan njihov predlog, da bi primernost kandidatov preverjali tudi z 2/3 potrditvijo ali mnenjem v državnem zboru. Po mnenju predstavnikov Zbora za republiko tudi sicer komisija deluje preveč samovoljno, zakonodaja, ki opredeljuje njeno delovanje, pa je, še dodajajo, ustavno sporna. Državni svetniki so izglasovali veto na novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Svetnike namreč moti, da zakon ne omogoča razkritja vseh slabih bančnih posojil, ampak le tistih, ki so jih banke prenesle na družbo za upravljanje terjatev. O zakonu, ki je bil sprejet prejšnji teden, bodo morali tako poslanci ponovno glasovati. Nadaljevalo se je tudi sojenje nekdanjemu predsedniku uprave pivovarne Laško, Bošku Šrotu. Kot priči sta finančne transakcije v skupini Pivovarna Laško pojasnjevala nekdanje vodilne v hčerinskih podjetjih, Dušan Zorko, takrat direktor pivovarne Union, in Olga Smej iz Radenske. Smejeva je povedala, da so hčerinske družbe pred Šrotom morale skrivati denar, ki ga je hotel porabiti za menedžerski prevzem. Sama pa je posojilne pogodbe zavrnila, zato so jo odstavili z položaja prokuristke. Zorko je sredstva pivovarne Union za prevzem odobril. Danes je svetovni dan ledvic. Letos poteka pod geslom Ledvice se starajo skupaj z vami. Ozaveščanje o pomenu zdravja ledvic je zelo pomembno, saj za kronično ledvično boleznijo trpi že okoli 100 000 Slovencev. Za njo naj bi bolehal že vsak 10. Zemljan. Bolnikom se namreč kakovost življenja po izbruhu bolezni bistveno poslabša. Že 9. leto Silva Šmirmaul vsaki drugi dan hodi na dializo. Ledvica je odpovedala zaradi sladkorne bolezni. Sem bila sama presenečena, sem bila, kam to moram zatojiti, ne? Zdaj pa se navadiš, nikam ne greš, ker pač ne moreš si privoščiti, da lahko šel na kakšen taki dopust ali pa bilo kam, zato ker moraš biti tu, ne, naslednji dan. In takšnih pacientov, kot je Silva, je letno na dializnem oddelku Mariborskega kliničnega centra več kot 140. Ki jih oskrbujemo vsakodnevno, vsakotedensko. Večina od teh je na hemodializi, sicer pa zdravimo tudi paciente, ki imajo akutno ledvično odpoved, predvsem v intenzivnih enotah. Kronične ledvične bolezni pacienti ne občutijo, saj ne boli. Med ključnimi dejavniki tveganja sta sladkorna bolezen in visok krvni tlak. V Mariborskem zdravstvenem domu so zato danes opravljali brezplačne meritve seča in krvnega tlaka. In tudi potem, kako pomagati tem ljudem, da če imajo kakšne težave, čim prej pride do možnosti presaditve ledvice. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da nam omogočijo brezplačno testiranje. Se vam zdijo takšne akcije v redu? Mislim, da bi večkrat moglo biti kaj takega, ne? Ker je nimaš denarja, da se potem lahko savete, kak je za hudo, ne? Že v prvi uri so brezplačne meritve opravili več kot 100 pacientom, ti pa so lahko še isti dan dobili tudi izvide. Sledi kultura. V razstavišču multimedijskega centra Kibla razstavlja mladi, komaj 24-letni mariborski fotograf Tadej Vindiš, ki je lani diplomiral na znameniti praški akademiji FAMU.
Z Akademije naravnostna figure brez naslova, svojo prvo večjo samostojno razstavo. In to v Maribor, kjer ga ni bilo 4 leta. Tudi zato se je na odprtju verjetno zbralo veliko obiskovalcev. Ljudje pridejo pogledat, kaj si 4 leta počel v Pragi, se nasmeji mladi fotograf. To je bil projekt, ki se je začel, ko sem se želel prijaviti na fotografski festival Prague Photo, in potem se je začelo s to idejo potapljanja figur. Najprej sem imel v glavi človeka, potapljanje v vodo, da se dobi neko breztežno stanje. In potem prišla ta ideja, da mogoče pa ne človeka, pa mogoče kakšen umeten material. Pri izdelavi figur je na pomoč priskočila tudi vsestranska umetnica Nina Šulin. Umetne lutke, ki so narejene iz različnih materialov, iz najlona, žice, voska, ki so potem potopljene pod vodo in jih potem se fotografira pod nekim zornim kotom, kjer se lahko najde neka figuralika in se tudi s fotografijo zamrzne in izpostavi. Ko se to potem poveča v neko velikost, kot so recimo na razstavi, se doseže ravno to razmerje ena z gledalcem in to, da se potem gledalec poistoveti oziroma identificira in išče neko svojo interpretacijo. Tako smo slišali njegovega prijatelja reči, da figure predstavljajo neke vrste kokone. Bubice, kokone, živali, elijene, žabe sem že celo slišal. Za mene je bilo to bolj v smislu neke avtoportretivne serije, ker sem izhajal v začetku šolanja v smer avtoportretiranja. Vindiš fotografskih figur ni naslovil, tako gledalcev ne podaja ali celo vsiljuje svojih interpretacij, temveč mu dovoli, da si jih ustvari sam. Sledi šport. Smučarka Tina Maze je danes v švicarskem Lenzerhejdeju v superveleslalomu osvojila odlično 3. mesto. V državnem prvenstvu odbojke pa so ženske ekipe že odigrale prve četrtfinalne tekme. Zmagale so odbojkarice Maribora, Kamnika, Braslovč in Keme iz Puconcev. Slednje so v Hočah premagale domačinke s 3-2. Moške ekipe bodo s četrtfinalnimi obračuni začele v soboto. S športom se rada ukvarja večina ljudi. Pri ženskah sta priljubljeni predvsem aerobika, zumba in podobne zvrsti. V zavodu Zdrava zabava, kjer skrbijo zlasti za razgibano športno življenje in zdravje mariborskih študentov, so zato organizirali kar maraton aerobike. Izvedbe maratona aerobike se v Zdravi zabavi skupaj z Bodyfitom lotijo 2-krat letno, tako da se je ta skupinska vadba že dodobra prijela tako med mariborskimi študenti kot tistimi, ki vadijo pod okriljem Bodyfita. V bistvu se vsako leto res zbere tukaj več 100 ljubiteljic, predvsem ljubiteljic skupinske vadbe, tako da mislim, da kar dosežemo velik krog ljudi, ki pa se potem tudi udeležujejo tekom celega leta različnih skupinskih vadb in različne rekreacije. Letošnji program na maratonu aerobike je vseboval fužn, pilates mix, fit trening, TNZ in zumbo. Namen je predvsem aktivirati študente, jih spodbuditi, da čim bolj se udeležujejo in same vadbe, ali skupinske, ali fitnesa, ali na splošno rekreacije. Tako da niso samo za knjigam, pa da tudi nekaj naredijo za sebe. Udeležim se, če se le lahko, obakrat, ker sem tudi članica Bodyfita. Drugače smisel se mi pa zdi, da mogoče tisti, ki še ne poznajo, pridejo, pa mogoče druženje, ne vem. Se mi zdi, da tukaj pridejo tudi tisti, ki drugače niso v skupini. Rada plešem kakšne pesmi, ki jih mami da, pa lahko zraven tudi plešem, ker ko sem bila mala, takoj ko je mami neke pesmi dala, sem plesala. Meni je vedno dosti boljši občutek, če je več ljudi, dosti večja energija je, vadeči se bolj sprostijo in največje zadovoljstvo je tisto, ko vidiš iz odra nasmejane ljudi spodaj pod odrom. Čeprav maratona nismo spremljali do konca, so bili udeleženci oziroma udeleženke, saj se jim je na prvi uri pridružil le en moški, že dodobra seznanjene s potekom vadbe, ki se je zato odvijala nemoteno. Tiste, ki so vzdržale do konca, pa si zaslužijo posebno pohvalo, saj so 4 ure aktivnega gibanja več kot pošten zalogaj. Poglejmo še po svetu. Mineva leto dni od izvolitve argentinskega kardinala Jorgeja Marija Bergoglija za papeža. Papež Frančišek je že prvo leto pontifikata nakazal začetek reform v za mnoge okosteneli rimskokatoliški cerkvi. Obletnice papež ne bo posebej proslavljal. Že od nedelje je na postenju v kraju Aričja, kakih 30 km iz Rima.
Ukrajinski parlament je danes soglasno z 262 glasovi podprl oblikovanje nove narodne garde, 60 tisoč prostovoljcev, ki so se pripravljeni upreti Rusiji. Pred vrati je namreč referendum o odcepitvi Črnomorskega polotoka Krim od Ukrajine in njegovi priključitvi Rusiji. Ruske vojaške enote pa že zasedajo položaje na Krimu. Ruska vojska bo na ukrajinskem polotoku posredovala le v primeru, če bi nedeljski referendum sprožil oboroženo intervencijo strani Kijeva. Rusija je medtem ukrepila intenzivnost vojaških vaj v regijah na meji z Ukrajino. Nemška kanclerka Angela Merkel pa je Rusiji zagrozila zaostritvijo gospodarskih sankcij strani Evropske unije, če se bo ukrajinska kriza poglobila. Poudarila je, da si Evropska unija še vedno prizadeva za diplomatsko rešitev krize v Ukrajini. Število smrtnih žrtev po včerajšnji eksploziji v newyorški soseski vzhodni Harlem, ko sta se porušili 2 stanovanjski zgradbi, se je povzpelo na 6. Več kot 60 ljudi je ranjenih, 9 je še vedno pogrešanih. Preiskava še poteka, po zdajšnjih ugotovitvah pa je eksplozijo povzročilo uhajanje plina. V Leipzigu pa so odprli drugi največji nemški knjižni sejem. Predstavlja se okoli 2000 založb. Organizatorji pa pričakujejo več kot 160 tisoč obiskovalcev. Država v gosteh je Švica. Politično noto pa bo letošnjemu sejmu dala tudi debato o aktualnem dogajanju v Ukrajini. Kot letošnjo novost organizatorji napovedujejo vzporedni sejem posvečen mangi in stripu. Še vreme. Pred nami je jasna noč in zato spet hladno jutro. Tudi podnevi bo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V soboto bo dopoldne pretežno jasno. Le ponekod v hribovitih krajih zahodne Slovenije se bodo začeli nabirati oblaki. Popoldne se bo od severa postopno pooblačilo. Predvsem v noči na nedeljo bo ponekod prehodno rahlo deževalo, a količina dežja bo zelo majhna. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho. Čez dan se bo postopno razjasnilo. V ponedeljek bo precej jasno in toplo. Neki Velenjčan je zaradi zapisa na družbenem omrežju Facebook, v katerem je policiste označil za klovne in pajace, prejel 104,32 evra globe, kar naj bi škodoval ugledu velenjskih policistov. Avtor zapisa se je januarja v Velenju udeležil predkvalifikacijske rokometne tekme za svetovno prvenstvo med Slovenijo in Ukrajino, na kateri je izbruhnil pretep. Velenjčana je domnevno k zapisu na Facebooku spodbudil medel odziv policistov. Po presoji velenjskih policistov pa je tak žaljiv zapis prekršek. To je bilo vse za danes. Lep večer in nasvidenje.